Pozdravljeni v oddaji Young EU Voices. Dijaki srednje šole Slovenska Bistrica smo za vas pripravili sklop oddaj o informacijski varnosti in varstvu podatkov. Nocoj smo že v drugi oddaji. Varstvo osebnih podatkov je človekova pravica in osebna svoboščina ter je v večini držav zajamčeno z ustavo. V Sloveniji poleg ustave to področje ureja tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov, na evropski ravni pa Uredba o zaščiti podatkov General Data Protection Regulation, GDPR. Zakoni in uredbe podrobneje določajo pravice, načela in ukrepe, s katerimi preprečujemo nezakonite in neupravičene posege v zasebnost posameznega državljana. Kateri zakoni oziroma uredbe so tisti, ki na področju Evropske unije urejajo varstvo osebnih podatkov? To je ta splošna uredba o osebnih podatkih, ki določa ravnanje z osebnimi podatki. Če se spomnite tiste velike afere z Facebookom in osebnimi podatki, ki so se uporabljali tudi za tako imenovane volilne namene in za zlorabo teh podatkov in za to, da s tem, ko dajemo svoje podatke gigantom, računalniškim velikanom, raznim platformam, pravzaprav spreminjamo ta svet v velikega brata, ki nas neprestano nadzoruje. In zdaj, če pogledate, kjerkoli po mestih so kamere, povsod nekako se odrekamo svoje lastne identitete in pa svobode in svoje osebnosti ravno zaradi zahteve po večji varnosti in to seveda ni dobro. To razmerje se mi zdi že davno porušeno in smo neprestano pod nekimi kontrolnimi mehanizmi, neprestano nas čekirajo, nas kontrolirajo in samo ena majhna stopnja je samo do tega, da se te podatki potem zlorabijo v različne namene. In zato je tudi ta uredba, ki določa, da se te podatke, ki so osebni, ne morejo uporabljati kar povprek, da so točno za določene namene, da je potrebno pri tem ravnati skrbno, da samo takrat, kadar je res nujno potrebno, je mogoče zbirati osebne podatke. Na ravni Evropske unije je bilo sprejetih kar nekaj direktiv in uredb. Če omenim, da smo leta 1995 sprejeli direktivo o zaščiti podatkov, ki je bila seveda prilagojena na takratne razmere. Z razvojem vseh internetnih povezav, drugih dostopov do spletov, je bilo potrebno to direktivo seveda nadgraditi in popraviti za današnje čase. Tako da se je v Evropskem parlamentu prav v tem mandatu leta 2016 sprejela uredba Evropske unije o splošnem varovanju podatkov. Ključna je uredba iz lanskega leta, kjer se je avgusta lani sprejelo to uredbo o varovanju osebnih podatkov in to je zdaj tista osnova, na osnovi katere moramo se vsi tudi strinjati s tem, da nekdo uporablja tvoje podatke, brez tvojega strinjanja jih naj ne bi uporabljal. Kot sem pa že dejal, je ta pogled na ostalih kontinentih malce bolj liberalen in na tej točki Evropa na nek način tudi malce orje ledino in pokazalo se bo še v nadaljevanju, kako uspešni bomo in kako se bo naša osebna varnost izboljšala v prihodnosti. Glavni zakon v Sloveniji je Zakon o varstvu osebnih podatkov, kratica je ZVOP-1. Zdaj, s 25.5.2018 smo pa dobili tudi splošno uredbo o varstvu podatkov, ali GDPR na kratko, tako da zdaj imamo vzporedno dva, GDPR plus ZVOP-1. Kateri so pa na mednarodni ravni? No, na mednarodni ravni je, tako kot sem omenil, zdaj ta splošna uredba o varstvu podatkov, bolj znana s kratico GDPR, in ta je nekako zdaj krovna za vse države v Evropski uniji. Druge, recimo države izven EU, imajo pa po svoji urejen, kolikor pač imajo. Kaj pa urejajo ti zakoni? Ja, urejajo predvsem področje varstva osebnih podatkov, kar pomeni na kratko po eni strani, kakšne so pravne podlage, da sploh lahko podatke dobite in obdelujete, in na drugi strani, kako jih je potrebno zavarovati. Pravila igre, kaj se sme s podatki početi in kaj ne. Katere ključne novosti prinašata ta dva nova zakona? Zdaj, tu bi izpostavil, da nov zakon je GDPR, oziroma uredba, ne zakon, ZVOP-2, ki ste ga pa omenili, še pa ni sprejet zaenkrat. Tako da zaenkrat sam GDPR. Te novosti ključne so predvsem ocena učinkov na zasebnost, ki v nekaterih primerih zdaj treba izdelati,
imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov. To je dejansko ena taka zelo velika novost in tu je precej sprememb, ker tega prej ni bilo. Potem govori se tudi in dopušča možnost posebnih kodeksov varstva osebnih podatkov in certifikatov, ampak zaenkrat tu še ni nič konkretnega urejenega. In pa predvsem dolžnost poročanja, samoporočanja oziroma samoprijave nekaterih hujših kršitev. Tega prej ni bilo. Recimo po stari zakonodaji, če se neka kršitev zgodila, se ni firma bila dolžna samo prijaviti. Po GDPR-ju se je dolžna v hujših primerih kršitev samo prijaviti, torej nam dati prijavo, da se je zgodila kršitev. To so na kratko te glavne novosti. Kdaj pa bo sprejet ZVOP-2 in kakšne novosti bo prinesel? Ja, zdaj ZVOP-2 je nekako nadgradnja prejšnjega, Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, in naj bi v bistvu v osnovi prekopiral GDPR, s tem, da zakaj ga pol sploh rabimo, se kdo mogoče sprašuje, zaradi tega, ker uredba GDPR, če govorim na kratko, nekaterih področji ne ureja. Recimo nič o videonadzoru ne govori, nič ne govori o biometriji. Tako da ta področja bi tudi ZVOP-2 uredil, pa seveda problem uredbe je, da predvideva upravne globe. Govorimo, maksimalne so recimo 20 milijonov evrov, ampak težava v tem, da slovenski pravni red ne pozna teh upravnih glob in zato rabimo nacionalni zakon, da mu lahko globili z višjimi globami. Kdaj bo pa sprejet, ker ste vprašali, mogo bi biti že do 25.5.2018, ampak ni, in smo že kar zakorakali v 2019 in žal nihče tudi ne ve, kdaj bo, ker je ta usoda ZVOP-2 precej negotova. Kljub zakonom in uredbam pa sta še vedno najpomembnejša naše zavedanje in informiranost. Pozorni moramo biti, kako se obnašamo na spletu, kakšne so naše pravice in kakšne naše dolžnosti. Mislim, da je več kot sama ta uredba pomembno, da se ljudje zavedajo, da je usoda res tudi v njihovih rokah, da ne dvakrat premislijo, preden vtipkajo neke svoje podatke na platforme zato, da kaj kupijo, da rezervirajo letalsko karto, da rezervirajo ali pa sklenijo neko zavarovanje. In zelo hitro, če hočeš katerokoli storitev, te poprašajo po ogromno nekih osebnih podatkov in to je nevarna igra. In na koncu se ti začne dogajati, to se recimo meni dogajalo, da kar naenkrat dobim na svojo spletno stran ali pa na svoj naslov razne ponudbe raznih proizvajalcev, produktov, in se rekel, kako oni vejo, kaj imam jaz. Je tudi to, da oni spremljajo, kaj vi gledate po internetu, katere cilje, zadetke zasledujete in to je tisto, kar je nevarno. Seveda živimo v globalnem svetu in tako je posebej še mladi, kot prete ta Google, se znajdete v središču sveta. Ampak tako bom rekel, če malo nostalgično gledam, raje bi se pa vrnil v tisti čas, ko smo bili pa več skupaj, ko smo bili več posvečeni en drugim, ko so te socialni stiki bili res pomembni. Zdaj pa se mi zdi, da vidimo v nek smer bolj egoizma, bolj nekih samostojnih šampionskih poti in nekako se oddaljujemo od človeka in se namesto ene zdrave družbe spreminjamo v eno družbo potrošniških centrov s kupom enih podatkov, s katerimi nekdo razpolaga. Mi kot organ, ki skrbi za centralno infrastrukturo državnih organov, skrbimo to zato, da v bistvu skozi infrastrukturo, omrežje, zagotavljamo postavitev infrastrukture in informacijskih sistemov po standardu in v te standarde vključujemo tudi zahteve s stališča informacijske varnosti. Pri razvoju informacijskih rešitev v vseh novejših informacijskih sistemih, ki se zdaj nameščajo na to centralno infrastrukturo, smo vključili zahteve po informacijski varnosti že v zelo zgodnjih fazah razvoja informacijskih rešitev. Ker mislimo, da je ključno to, da v bistvu, če želimo zagotavljati varovanje podatkov, ne samo osebnih, katerihkoli, moramo na to v bistvu paziti že v začetku, že pri načrtovanju informacijskih rešitev. Zato že v zgodnji fazi pregledujemo tako imenovane projekte za izvedbo, se pravi PZI, kjer pogledamo arhitekturo novega sistema in ali arhitektura je sprejemljiva za arhitekturo namestitve na naše okolje, to je ena stvar. Druga stvar pa, ali upošteva standarde priporočila na področju informacijske varnosti. Pravica do pozabe je v osnovi eno tako
lepo ime za pravico do izbrisa, ki jo je že poznal star ZVOP 1. In uveljavljate lahko tako, vsak posameznik jo lahko uveljavlja tako, da zahteva od neke firme, od nekega upravljavca, pač njemu prvič pove, katere podatke o njemu obdeluje, in drugič, če nima več podlage, ne, recimo, da jaz prekličem privolitev za obdelavo, jo je dolžen upravljavec zbrisati. Skratka, ta pravica pomeni, da se lahko na nekoga, ki obdeluje moje osebne podatke, obrnem z nekim ustnim ali pa pisnim zahtevkom in potem v roku enega meseca po uredbi je dolžna ta firma recimo sporočiti, a je zbrisala moje osebne podatke ali jih ni zbrisala, in če jih ni zbrisala, morajo pojasniti, zakaj jih niso. Uredbe urejajo v prvi vrsti seveda zaščito posameznika pri njegovih osebnih podatkih. Tukaj je potrebno omeniti tudi to, da direktiva strmi k temu, da morajo biti podatki, ki se zbirajo, zbrani za točno določene in jasne namene. Ne glede na to, ali se zbirajo v Evropski uniji ali izven Evropske unije, in tudi obdelani morajo biti v skladu s to direktivo. Urejajo predvsem to področje, kako sme nekdo uporabiti tvoje podatke, kako te sme vključevati v ne vem, svoje oglaševalske produkte in podobno. In na ta način se želi posameznika na nek način zavarovati. Pri tem pa poleg te zakonske osnove moramo biti tudi sami zelo pozorni po tem, kaj pravzaprav dajemo na internet, in na ta način prvo skrb pred zakoni urediti tudi sami. Kot na vseh drugih področjih, tudi pri varstvu podatkov prihaja do kršitev. Za nadzor imamo inšpekcijske službe, kršitve pa skušamo preprečiti z ozaveščanjem in sankcijami. Če vi zbirate podatke, če ste neka aplikacija, če ste neka firma, ki zbira podatke, v kakšen namen, s kakšno privolitvijo in kakšen je obseg razpolaganja s temi podatki. Če zbirajo podatke, jih lahko uporabljajo zgolj, in zato imajo ustrezno pravno podlago, zgolj za namen, zaradi katerega so ustanovljeni. In tukaj je tisti filter, ki naj bi preprečil te zlorabe, ki so se zgodile v primeru Facebooka, in na ta način omejil tudi podjetja, da kar prekomerno zbirajo osebne podatke. Ampak kot rečeno, zelo veliko lahko naredimo sami. Z ozaveščanjem, z prepričevanjem, z izobraževanjem. Se mi zdi, da vsi smo podvrženi riziku, da hitro pademo v ta pas. Od otrok, ki zelo hitro pridejo, včasih prehitro do teh telefonov pametnih in tablic, pa do tudi starejših. In zelo hitro se nam v tem svetu interneta dobimo apetit po določenem blagu, po določenih storitvah, in zato smo se včasih pripravljeni absolutno preveč odrekati svoji lastni varnosti. Katere pa so najpogostejše kršitve? Zdaj, to je dobro vprašanje in precej težko odgovoriti, zato ker najpogostejše, ki jih mi zaznamo. Ker realno stanje je vedno težko ocenjevati. Inšpekcija vedno sam en segment realnosti dobi, kar pač nekdo prijavi oziroma kar se sami odločimo raziskovati. Tako da, če bi čisto šolsko rekel, najbolj enostavno je pogledati ta letna poročila, ki jih izdajamo, in tam imamo statistiko tega, kaj smo največ obravnavali. Največ smo recimo obravnavali nezakonite obdelave osebnih podatkov v smislu trženja, recimo potem raznega posredovanja in v narekovajih preprodaje osebnih podatkov brez ustrezne pravne podlage. Dost pogost je tudi nezakonit videonadzor, ker kamere so poceni in vsi bi kar povsod nekaj snemali. Tako da to so bile tiste kar opazne kršitve, in zdaj pa vedno bolj v ospredje prihaja tudi ta problem zavarovanja, sploh v tem digitalnem svetu, kjer je vedno več podatkov na nekih javno dostopnih strežnikih in zato tudi vedno več raznih varnostnih incidentov. Tako da to je tisto, kar opažamo pogosto. Na kakšen način pa se izvaja nadzor? Zdaj, informacijski pooblaščenec je inšpekcijska služba, tako da nadzor izvajamo inšpektorji na terenu v okviru klasičnih inšpekcij. Lahko na podlagi prijave, tega največ, da ljudi pač prijavijo neko kršitev. Lahko tudi tako imenovan ex ofo nadzor, kjer sami ugotovimo, kaj je recimo nek kritičen sektor ali pa neko kritično področje, ki bi ga mogli bolj nadzirati, in gremo tja pač v nek tak preventivni nadzor recimo. In zdaj po uredbi, po GDPR-ju tudi obravnavamo v smislu nadzora samo prijave. Neka firma zazna veliko kršitev, da so podatke pokradli, se samo prijavi in mi gremo tja v inšpekcijo. Tako da to so te trije
trije vidiki. Zdaj, nadzor se pa izvaja seveda tako, da v enih primerih se da dokazno gradivo zbrati že pri ogledu nekih spletnih strani ali pa strežnikov, pri drugih inšpekcijah je treba iti pa v prostore zavezance, recimo na firmo, in tam zbrati dokaze, zaslišati priče in potem ugotoviti, šlo za kršitev ali ne, in urediti stanje. Naša pravica do zasebnosti je zapisana v našo ustavo, opredeljena z nacionalnimi zakoni in evropskimi uredbami ter direktivami. Kljub temu pa prihaja do kršitev in zlorab osebnih podatkov. Večina politike Evropske unije se določa v Evropskem parlamentu. Zato je pomembno, da se 26. maja udeležimo evropskih volitev, saj bodo tudi naši poslanci pomembno prispevali k ustvarjanju naše skupne evropske prihodnosti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnje oddaje.